Prenova druge faze Ljudskega vrta dobro napreduje. Samo v tem mesecu so na Zvezi mariborskih športnih društev izpeljali več uspešnih razpisov. Bomo prav jutri glede opreme podpisali pogodbo z Elanom, ker je danes tudi se izteče rok za eventualne pritožbe na javni razpis. In če smo ravno pri javnih razpisih, moram povedati to, da pri zelo številnih javnih razpisih, ki smo jih imeli tako v prvi kot v drugi fazi, niti enkrat ni bil vložen zahtevek za revizijo katerega koli postopka. Druga faza prenove je posvečena vzhodni tribuni. Prenovili bodo zgornji del s sedeži, vhode in izhode. Zraven spada tudi ureditev prostorov pod tribuno. Tukaj bosta dve telovadnici, kotlovnica, sanitarij in garderobe. Nahajali pa se bodo tudi klubski prostori. Daleč največ teh prostorov seveda dobi nogometni klub Maribor Branik, vendar tudi ostala društva bodo pridobila veliko dodatnih prostorov. Druga faza prenove naj bi bila zaključena predvidoma do sredine septembra. Že v začetku oktobra naj bi tako potekala proslava ob 110. obletnici športnih društev, ki se bo udeležil tudi predsednik države Danilo Türk. Takrat bi seveda tudi želeli vsem gostom ob 110-letnici tudi pokazati objekt, takšen kot smo si ga po drugi fazi tudi zamišljali. Tretja faza prenove se bo tako začela predvidoma naslednje leto. Četrta faza, ki vključuje obnovitev stare tribune, pa šele leta 2012. Stadion naj bi bil tako dokončan predvidoma do leta 2013.